Tabor je namenjen predvsem študentom in pa dijakom, definitivno pa morajo biti stari čez 18 let, saj je omejitev za streljanje 18 let. Glavne vsebine, ki smo izvajali v toku tabora, so bile splošni vojaški predpisi, se pravi obnašanje, oblačenje pripadnikov in pa neke osnove taktike premikanja vojaka po bojišču, orientacija, premagovanje prostora in ovir, medročne bombe, streljanje z avtomatsko puško M70 AB2, kopanje zakonilnika in pa postavitev ter pospravljanje tabora. V sami sestavi imamo tudi en vod, ki je namenjen za pripadnike, ki so bili že večkrat na taboru. Ta vod ima malo posebne naloge, dela tudi izvidovanja. Ker imamo upravljeno prostovoljno služenje, sem bil dodeljen v prvi vod, izvidiški vod. Naša raven usposabljanja je nekoliko višja kot v ostalih vodih, tudi nekoliko zahtevnejša. Same postopke se v bistvu ne več učimo, ampak jih obnavljamo in dopolnjujemo. Po noči bolj malo spimo, tuširamo se zelo poredko, oziroma ne. To je v bistvu to, kar nekako tudi pričakoval, saj to je življenje vojaka v naravi. V prihodnosti imam namen se zapustiti v Slovenski vojski. Moje pričakovanje je malo fizično naporno, vendar se da zdržati, hrana je v redu. Z mojimi sovojaki smo se zelo dobro ujeli in na taboru uživamo, tako da se bom verjetno tudi drugo leto udeležil tabora. Pridružil sem se vojaškemu taboru od leta 2013 iz razloga, ker me zanima vojaško življenje in sem se zato tudi odločil za to vojaško štipendijo. Streljali smo že s puško M70 AB2, prav tako smo se seznanili z osnovami taktike, pa seveda s postrojitvami pravili. Prav tako smo imeli tudi v naš vod včeraj stražarsko dolžnost. Bili smo tudi včeraj na Iglici, kjer smo obiskali plezalno steno, se preizkusili svoje strahove pred višino in ostalimi izzivi. Prav tako smo premagovali vodne ovire. Seveda tukaj na taboru se gradijo močne vezi med posamezniki, skušajmo si vsi pomagati do konca, tukaj individualizma ni, saj če eden ne naredi standardov, njih nihče ne upravi. Zelo sem ponosen tudi na svoj vod, drugi vod, ker je bil tudi najboljši na vsesplošnem športnem tekmovanju, kjer smo se preizkusili v nastavljanju orožju, streljanju v zračno puško, nogometu, odbojki in tudi combat fitness testu. Vojaški tabor imamo kot izbirni predmet, izbral sem si ga, ker me zanima vojska in me zanima, kaj se počne, da si mlađi predstavljal tudi poklicno delo v vojski. Zaenkrat mi je tabor zelo všeč. Naši poveljniki so dosti razumevajoči, pokažejo nam pa tudi realne razmere, kaj se dogaja v vojski. Tako da mislim, da se bom še vrnil, če bo možnost, drugače pa vojska je to. Sovojaki se razumemo, vsi so v redu. Spletejo se nova prijateljstva, spoznali smo se iz vseh koncev Slovenije. Fajn je, če se malo pripraviš prej, da ne priješ čist nepripravljen, pa velik zokno si prineste seboj. Danes so nas tudi zapeljali z našim hitrim odlepnim vozilom Patria, Ligma Sperun. Zdaj sem imel prvič možnost se zapeljati s takšnim vozilom. Moji občutki kot sopotnika vozilo je zmogljivo, samo vožnja znotraj njega. Glede na teren je zelo udobna in skratka, same pozitivne. Danes se vozi z vozilom. Bilo je zelo fajn, ni veliko rukalo, hitro smo se peljali, super je bilo. Vse je super, od hrane do vsega, mislim, pričakovala, to, kar sem pričakovala, je tudi bilo. Do zdaj sem imela fajn, prijazni do nas, si pomagamo med seboj, ženske tudi premagamo, tako da ni panike, smo tudi prave borke. Če jaz zmorem, lahko zmorete vsi.